Dobro jutro! Wow! No, in danes se mi že majčkeno mudi, zaradi tega, ker je nedelja in gremo naprej v hribe. Ampak še zmeraj bi rada govorila o eni temi, ki je mogoče majčkeno bolj resna, ampak hočem sporočiti samo eno dobro stvar, oziroma tako jaz razmišljam, pa upam, da se boste vsaj večinoma strinjali z mano. In sicer včeraj tako scrollam po YouTubu in jaz se potem zagledam te filmčke in to traja pa tako do 2 ponoči, ker ni lih dobra ideja, naj me posnemati. Non-stop, ko si pač na socialnih omrežjih, si tako bombardiran z vseh strani o tem body positivity image, o tem, kako smo vsi lepi, noben ni več pretežek, noben ni presuh, vsi smo čudoviti taki, ki smo, plus saj smo deli, po tem, kaj je dejansko lepo, kar je na naslovnicah, kar je v revijah, kar je pač povsod na televiziji, tista popolna peščena ura, 90, 60, 90, pa mišice na moških in vse to. Danes ne bom govorila sploh o tem, hočem govoriti čist drugi, četrti stvari, a je to sploh pomemben? Kdaj je od kogarkoli zunanja podoba spremenila karkoli, izboljšala svet, pomagala nekomu priti do nečesa? Kdaj je ta stvar bila dejansko pomembna? Kdaj bo ta stvar dosti pomembna, da bo vredna tega, da jo sploh obravnavamo in da bo dejansko karkoli pozitivno vplivala na našo okolico in na nas? Jaz ne vidim te prihodnosti. Zakaj se ne bi ljudje v štartu manj obremenjevali s to stvarjo in razmišljali sploh in se mogli prepričevati in si dajati to samo podobo, lepi smo, v redu smo, dovolj smo dobri. Ker že to, da nam govorijo, da moramo tako razmišljati, nas pač ustavlja pri tem, da bi razmišljali čisto o drugih stvari, v drugo smer, kar bi bilo prav. In na ta način bi šele lahko spreminjali svet in bili dobri ljudje. O tem govorim, bo dober človek od znotraj. To pride samo izključno od znotraj. In to je nekaj, kar lahko doseže kdorkoli, brez lepotnih operacij, brez hujšanja, brez ekstremno zdrave hrane, brez sreče, ki bi jo lahko potegnil od znotraj in bi tudi druga okolica to cenila, zaradi tega, ker ne bi dejala več poudarka na to, kakšna mora biti zunanjost. Ne bi več prvih 5 minut oziroma 5 sekund ocenjevali človeka samo na podlagi njegove zunanjosti. In potem so tukaj še stereotipi, pa da ne bom govorila o vsem tem, ker je preveč. Svet se lahko začne boljšati iz najmanjših stvari, iz najmanjših dejanj. Obišč babico, ki jo imaš v domu za ostarele, pa veš, da te pogreša. Pošelj mami na masažo in ti ta dan, v nedeljo, v soboto skuhaj kosilo. Daruj oblačila, mogoče na Karitas, če mu ne zaupaš na Humano, če ne pa pač nekam jih sam odpelj. Druž se z enim prijateljem, ki je mogoče malo nadležen, ampak veš, da mu to ful velik pomen. Uslugo naredi nekomu, čisto spotoma, ker se boš ti dobro počutil in ker veš, da bo potem naslednjič on zate. Ker pač to, da si dober, je nalezljivo. In tudi, če kdaj kdo ni dober do tebe, imaš še vedno opcijo ti biti boljši, to ne pomeni, da si slabič ali pa da si ranljiv. Danes se splača biti majčkeno ranljiv. Pa še ena stvar, ki se meni zdi ekstremno pomembna. Ne opravljaj. Ne opravljaj. To je taka traparija. Ne samo to, da prvič o eni osebi govori stvari, ki mogoče so ali pa niso resnične, koga briga, ampak to je povezano z drugič, ti s tem ne boš nič dosegel, a si kaj spremenil, a si kaj naredil, kako te sploh ni, tretjič, sebi kradeš čas, ki bi ga lahko porabil za veliko bolj pomembno stvar. In kaj bo to te prinesel? Obljubam, da se bo zaradi tega počutil milijonkrat boljš kot oseba in boš bolj srečen, zato ker tvoja samopodoba in samozavest ne bosta prihajala od zunaj, ampak od znotraj. To je tisto, kar lahko doseže vsak in če bi mi to bolj vzpodbujali, svet bi bil že jutri lepši. Upam, da vam je tale današnja debata kul. To je taka iskrena in srca, včasih ne morem biti tih, imam pa ful dobro idejo za naslednjo, ne naslednjo video, enega izmed naslednjih videov in sicer nekaj v povezavi s to mojo čudno naravno lučjo, ki imam zdaj, pa s tem, kako bom to popravila. DIY varianta. Bomo videli. Ne obljubim, ampak skoraj ziher, ker imam res dobro idejo. Če hočete vedeti, kaj to bo in če vam je všeč, kaj jaz takole blebetam, se naročite na kanal, se hodile subscribejte. Ker vam bližji, polajkajte, pa bom imela ful več motivacije. Res vam hvala za prejšnji odziv na Facebooku, res sem bila presenečena. Sem mislila, da bo šel video tako meni, da ga sploh ni bilo, ampak je bilo res lepo prebrati vse komentarje in videti, da me podpirate.
Se vidimo naslednjič, upam, da čim prej. Jaz sem Alenka, pridni bodite. Dosti je bilo.